V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljam vse, ki ste danes prišli na ta malo čuden kraj za mašno daritev. Ampak vseeno, vreme nam je naklonjeno in zelo lepo je, da smo se v takem številu zbrali tukaj, da počastimo spomin in darujemo sveto mašo za pobite na tem mestu Pavla Lukana in ostalih 6 kmetov iz bližnje okolice, iz Podlipe, Smrečja, Zaplane. 26. julija v vročem poletju 1942 so jih partizani pripeljali v njihovo takratno taborišče, ki je bilo tule zelo blizu, in jih po zaslišanju nekaj spustili. Pavla Lukana in še 6 ostalih, oziroma 5, eden je bil ubit že na begu, ko so ga prišli iskat na domačijo, so jih tukaj po krutem mučenju ubili in zagrebli. Dolgo se ni vedelo za njihov grob, po 3 mesecih pa je nekdo, ki je ušel od partizanov, povedal, kje so pokopani, zato so jih potem odkopali in pokopali v Rovtah na pokopališču. Lepo pozdravljam današnjega mašnika, gospoda Pavla Novaka, ki se je odzval našemu povabilu in bo daroval to mašno daritev. Lepo pozdravljam vse svojce, ki ste danes tukaj, da ste prišli moliti za svoje drage, in vse tiste, ki ste od blizu in daleč prišli, če tudi nimate svojcev. In vas lepo povabim k obhajanju lepe mašne daritve. Priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu In vam, prijatelji in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas, zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, vse veselje obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo cerkev, da ostane popolnoma zvesta nauku, ki sta ga sveta apostola učila. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. V tistem času je kralj Herod stegnil roko. Da bi mučil nekatere izmed udov cerkve. Umoril jih je z mečem Jakoba, Janezovega brata. Ko pa je videl, da je to Judom všeč, je dal zgrabiti še Petra. To je bilo v dneh opresnikov. Ko ga je prijel, ga je vrgel v ječo in dal stražiti 4 vojakov, ker ga je hotel po veliki noči privesti pred ljudstvo. Petra so torej stražili v ječi, cerkev pa je zanj neprenehoma Bogu molila. Tisto noč, ko ga je Herod hotel privesti pred ljudstvo, je Peter spal med 2 vojakoma, vklenjen v 2 verigi, in stražniki so ječo stražili pred vrati. In glej, vstopil je Gospodov angel in luč je zasvetila v ječi. Udaril je Petra v bok, ga zbudil in rekel: "Vstani hitro!" In verige so mu padle iz rok. Nato mu je angel rekel: "Opaši se in podveži si obutev." Storil je tako. In rekel mu je: "Ogrni si plašč in pojdi za menoj." Odpravil se je in šel za njim, pa ni vedel, da je res, kar se je godilo po angelu, ampak je mislil, da vidi prikazen. Šla sta mimo prve in druge straže in prišla do železnih vrat, ki držijo mesto. Ta so se jima odprla sama od sebe. Ko sta prišla ven, sta prehodila eno ulico in hipoma je angel izginil. Tedaj se je Peter zavedel in rekel: "Zdaj vem zares, da je poslal Gospod svojega angela in me rešil iz Herodove roke in od vsega, kar je pričakovalo judovsko ljudstvo." Božja beseda. Odpev: Angel Gospodov šotori okoli tistih, ki se ga bojijo. Slavil bom Gospoda vekomaj, njegova hvala bo vedno v mojih ustih. Z Gospodom naj se ponaša moja duša, naj slišijo ponižni in se veselijo. Angel Gospodov šotori okoli tistih, ki se ga bojijo. Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime. Iskal sem Gospoda in me je uslišal, ter me odtev vseh mojih strahov. Angel Gospodov šotori okoli tistih, ki se ga bojijo. Glejte nanj, da se razveselite in da ne zardijo vaši obrazi. Glej, v Božec je klical in Gospod je slišal, iz njegove stiske ga je rešil. Angel Gospodov šotori okoli tistih, ki se ga bojijo. Angel Gospodov šotori okoli tistih, ki se ga boje, da jih otme. Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod, blagor človeku, ki se k njemu zateka. Angel Gospodov šotori okoli tistih, ki se ga boje. Drugo berilo.